glede sončnih očal. Pred nekaj leti so v Londonu na letalu aretirali dve ženski, ki sta svojega dedka v vozičku in sončnimi očali hoteli odpeljati na izlet v Berlin. No, izkazalo se je, da je gospod pri 91 letih mrtev. Morbiden začetek antikviza, obljubiva, da bova bolj zabavna. Zajdo, dobrodošli in dobrodošli v antikvizu, v ponedeljkovi radijski praksi, ki vas bo, upam, da danes očarala oziroma očalala. Ja, ker so tema, očala. Logično, od zametkov pomladi do dejanske meteorološke pomladi čez konec tedna. In še kak dan naj bi bilo tako, da je ta nanosni oziroma nanosni ponos, če govorimo o sončnih, seveda, sila priročna zadeva. Torej, očala. Sončna in nesončna, kot vedno 5 podatkov o njih, 4 držijo, eden nekateri. 01475 2202, to so podatki o očalih. Prvi pravi: Benjamin Franklin, sicer avtor mnogih izumov, je med drugim izumil tudi nosnik, to je ta ploščica, ki v paru služi za stabilizacijo očal na nosu. Drugi podatek. Sifilis je bila ena od prvih misli, ko so ljudje v 19. stoletju videli človeka s sončnimi očali. Podatek številka 3. Inuiti so že pred 2000 leti uporabljali sončna očala. Četrti podatek. Cartier kriminal je poimenovanje za serijo umorov in drznih tatvin premožnih ljudi v Detroitu. Storilci so ta dejanja zagrešili zaradi kraje več $1000 vrednih očal te francoske znamke. In še 5. podatek. 5 dni je čas, v katerem se naši možgani privadijo na sliko, postavljeno na glavo. Poskus je izvedel znanstvenik Theodor Erisman s posebnimi očali. 01475 2202, kateri od teh 5 podatkov ne drži. Robert, dobro jutro. Ja, dobro jutro. Nosite očala? Nosim, ja. Samo sončna ali tudi tista korekcijska? Za branje in križanke. Brez očal, štajerski aparat ne vidim. 1, 2, 3, 4 ali 5. Pošteno povem, do trojke sem prišel, ker na telefonu poslušam, sem v tujini in tako da za ostale. Ampak nima, itak je brez veze, bom ugibal okoli, tako da sploh ni pomembno, se igram. Se pravi, boste rekli 4 ali pa 5, ne? Vam povem še enkrat, Cartier kriminal, poimenovanje za serijo umorov. Rekel bom 1, pa itak. Tadej je slutil, kaj se bo zgodilo, zato vas je skušal prepričati v 4 ali 5, kajti 1 je prvi in pravilen Mitja se odgovor. tamle smeji in tolče po kolenih in morda celo preklinja. Ja. Glavno, tega sem slišal, pa tako, da tam nisem bil višen, se me zdel, da je bilo. Robert, če poveste še, kaj je Benjamin Franklin izumil v povezavi z očali, vam pošljemo dvojno nagrado. Tega ne vem za strelovod, pa ne vem, kaj je prav. Ja, prav imate za strelovod, hkrati so bila pa to v povezavi z očali, ta očala za daleč in na blizu hkrati. Ja, na živce mu je šlo, ker ni mogel brati. Bifokalna očala. To so tiste, ki ne še vidiš ali ne vidiš. Ne? Ja. Bifokalna se jim reče. No. Sicer je ime dal tej iznajdbi 40 let pozneje Peter Williams, ampak izumil jih je pa Benjamin Franklin, eden od founding fathers ZDA, ustanovnih očetov. Kot ste rekli, izumitelj cele vrste stvari, strelovoda pa urinskega katetra, mimogrede plavutk, tudi v Hall of Fame, se pravi hiši slavnih plavalcev je in tako naprej. No. Na živce mu je šlo, da ni mogel brati in gledati oddaljenejših predmetov.
Ja, bil je namreč kratko in dolgoviden. Pač odrezal je 2 leči, ju združil, če lahko rečemo temu tako, namontiral eno nad drugo in ustvaril očala, s katerimi, če pogledaš navzdol, lahko bereš, če pa rahlo dvigneš pogled, pa vidiš tudi v daljavo. Bifokalna očala. Jaz jih imam sam za nebliske. Srečnež. Ja, srečnež, 3,5 dioptrijo srečnež. Lejte, Lennon je imel 7-8 dioptrijo, tako da... Pa včasih je tudi bolje, če česa ne vidimo čisto podrobno. Ja, zdaj, kaj jaz delam, je fajn, da kar vidiš. Robert, Krasno, hvala, ker ste poklicali in dober začetek tedna je bil tole, ne? Tak zmagovit. Ja, to je pa bilo zdaj res. Tako kar nekaj delam. Lepo bodite. Midva pa poražena, k 4 preostalim in prvi je to sifilis. Ja, tako v 19. stoletju, pa tudi v začetku 20. so bolniki s sifilisom dejansko nosili zatemnjena očala, večinoma rumene, jantarne ali rjavkaste barve. Zakaj? Za zdravljenje te spolno prenosljive bolezni so zdravniki takrat pogosto predpisovali živo srebro. To pa je kot enega od stranskih učinkov imelo tudi poudarjeno preobčutljivost na svetlobo. In kako to rešiš? Z zatemnjenimi očali, se pravi sončnimi očali. In to, se pravi sifilis, je bil eden pogostejših razlogov, da so v 19. stoletju posamezniki nosili sončna očala, in ko si nosil sončna očala, te je lahko kdo gledal čudno, ker jih nisi nosil ponosno. Ja, ali pač. Tretji podatek, o katerem bi se sicer dalo debatirati, ali je dejansko šlo za očala oziroma sončna očala, bolje bila to neke vrste maska za oči, pa vseeno. Že pred več kot 2000 leti so Inuiti na severu uporabljali nekakšno zaščito pred soncem. Ja, zaradi nevarnosti sončne slepote, zaradi pač odboja sončnih žarkov na snegu, se pravi albeda, so si iz lesa ali kosti naredili vrsto očal, ki jim je pokrilo oči, skozi ozko lino so pa potem gledali skozi v daljavo in hkrati jim je ta lina omogočila še bolj izostren pogled. Še kar bizarna zgodba zdajle iz ZDA. Cartier kriminal. Ja, kar noro. Najprej kratka predzgodba. V Detroitu so v 80. letih postala izjemno popularna sončna očala, te pač francoske modne znamke. Rekli so jim in jim še Buffs, luksuzna očala pogosto stanejo tudi več tisoč evrov in so v mestu že 4 desetletja, posebej v Detroitu, ne vem točno zakaj, ne, rahlo posebno. Skratka, statusni simbol za višji razred, ampak hkrati je to postal tudi nevarni statusni simbol. Ja, zaradi cele vrste kaznivih dejanj so pojav poimenovali Cartier crime. Detroitska policija je samo med letoma 2012 in 2016 zabeležila vsaj 9 umorov, pri katerih je bil edini cilj, torej dobiti tovrstna očala od umorjenega. Zabeležili so v tem času še vsaj 17 ranjenih in več kot 2000 napadov, katerih cilj je bil spet rop teh očal. Zadnji 2 smrti povezani s torej Buffs očali sta sicer zabeleženi v letih 2019 in 2020, bila pa sta to 19 in 27-letnik. Cartier kriminal, kar nora zgodba, ne? In potem še zgodba, ki smo jo pa že imeli v enem od antikvizov, in sicer o možganih, kako se naši možgani prilagajajo na spremembe, tudi fizične. Zgodbo, kot rečeno, morda poznate, Theodor Erisman je bil švicarski psiholog in filozof, ki je živel v prvi polovici 20. stoletja in predaval na univerzi v Innsbrucku. Znan pa je torej prav po tem svojem eksperimentu, ki ga je izvedel njegov študent Ivo Kolar. Šlo je pa za to, da je Erisman ustvaril očala, ki so sliko obrnilo na glavo. Ja, Kolar jih je nosil, torej bil je poskusni zajček in sprva je imel velike težave z orientacijo, že z dotikanjem objektov, ker je pač videl obrnjeno sliko. Trajalo je pa to približno 5 dni, potem so se njegovi možgani navadili, sprocesirali novo stanje in torej
ponotranili to novo realnost in kmalu zatem je Kolar že čisto običajno funkcioniral, kljub temu, da je nosil ta očala, nekaj dni zatem celo vozil kolo. In še nadaljevanje te zgodbe, potem, ko je dal ta očala dol, ne, je spet potreboval približno isti čas, torej 5 dni, da se je privadil spet na prvotno stanje, torej, da so se možgani adaptirali na prvotno stanje. Tako, hvala za sodelovanje v tokrat oziroma poskus sodelovanja, ki ga je uničil Robert, ampak tako se pač včasih zgodi. Tako, hvala lepa Robertu, hvala lepa vam in se slišimo prihodnji petek. Ponedeljek.